Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli v današnji uri resnice. S menoj sta Peter Gregorčič pa Miran Videtič. Zdaj, Peter pa Miran, človek si zastavi neki tem, 48 ur nazaj, dan dni nazaj, in po se pa stvari tako spreminjajo hitro, da sem mogel pač malo spremeniti scenarij današnje oddaje, niti vam nisem povedal. Pri eni temi bi zagotovo sicer ostali, to je to vprašanje te Nike Kovač, te nedotakljivosti. Jaz imam nekaj izkušenj s temi tožbami zaradi žalitev in ne vem, še jaz verjetno ne bi bil obsojen za take zadeve, kot je bil obsojen Vinko Vasle, 1200 € kazni, da ne zdaj normalno vsebine, sodba sicer še ni pravnomočna, ampak a to kaže na to, da je praktično Nika Kovač nedotakljiva. In sodno, in medijsko, vse stransko. Zdaj najprej ne povem, da je tazga govora, kot ga me Vinko Vasle ne spodbujam. Sem pa velik zagovornik svobode govora in pravim, da naj o tem pač odloča sodišče in kar bo sodišče reklo, to bom jaz spoštoval, ko bo pravnomočno. Pravnomočnost popravi vse napake. Ampak pri Niki Kovač opazim pa eno zadevo. Ona je ena izmed tistih akterjev v političnem prostoru, čeprav deluje v civilni družbi, ta civilna družba njen, vsaj tako gledam kot komentator, glavni namen je vplivati na politično dogajanje, deluje na principu polarizacije, ki smo tudi te oddaje že večkrat razdelili, in jaz mislim, da pač Nika Kovač je pogruntala, da če ne pada desni pol, predvsem Janeza Janšo, Janez Janša se ne more zdržati in udari nazaj in s tem povzdigne Niko Kovač. Moja teza je, da je Niko Kovač naredil Janez Janša. To mogoče zgolj kratko pojasnilo, to pomeni to, ona se naučila, kako te ljudi sprovocirati, rečemo muce, kijane, stika ga, nespodobna je, in potem Janez Janša vseka po njej. Zdaj, Janez Janša je karkoli... Tukaj zdaj govorimo, mislim, o Vasletu, Vinko Vasle. Razumem, ampak govorim o samem konceptu, ki je tukaj enak, v resnici. Provocira desni pol, da dobiš te v bistvu prvokategorne politike, Janez Janša je prvokategorni politik, v bistvu najvišja kategorija v aktivni politiki, in če te tak nazaj bodi si ozmerja, udari po tebi, ti daje težo s tem. In potem Nika Kovač se z tega zna pač povedati, da je žrtev. Zdaj jaz tega ne bi želel presojati, ker kaj nekdo občuti, nisem jaz, da bi sodil. Nika Kovač govori, da je to prizadelo. Lahko je, lahko je ni. To pravico na sodišče ima vsak od nas in prav je tako, da to pravico ima. In na tej zgodbi potem jadra in iz tega nekako pelje nek svoj pogled na svet. Jaz mislim, da je to legitimno, da to vsak od nas pelje, dokler pelje to v mejah pravnega reda. In to pač počne, in to počne očitno uspešno, do neke mere uspešno, ker v resnici v kampanji za evropske volitve smo mi merili zaupanje interno, ker nas je zanimalo z različne stvari in smo kot tesno dali tudi Jašo Jenulla in Niko Kovač. In morda bo kdo presenečen, v javnosti ne vzbujata zelo velikega zaupanja. Tako da mislim, da to se pravi je zelo prikladno, ker to na drugi strani dejanje Nike Kovač zelo ustreza tudi desnemu polu, ker s tem konsolidira svoje volivce, najde nekega zunanjega sovražnika, potem pride ven poskuša postavljati frame, da je nedotakljiva, da je na pol boginja, ampak v resnici, ko greš meriti javno mnenje, saj tisto, kar smo mi zmerili leto nazaj, to javno mnenje je bolj porazno kot spodbudno. Ne, govorim samo o tem, se bodo spomnili tistih napadov na njo, oziroma vse enega napada. Tam je bil pač napadalec naenkrat bliskovito obsojen, nikoli javnost nismo jaz vedeti, kdo je bil, pa še ni bilo dobenega naroka in podobno. Tukaj se je zgodilo tudi relativno hitro stvar. Medijsko ima dostop do medijev ob vsaki sekundi, več kot mi vsi trije skupaj, tudi če bi ne vem kaj naredili, in vse to, ampak to bi sam še rekel, Peter, a nimaš občutka, da je ona v bistvu nek voden projektil za te stvari, da ni tako, bom rekel, da ključno padlo v zdaj zgodbo, Zdaj, ali je voden ali ne, to težko rečem, zagotovo pa jo levi pol zna zelo dobro uporabiti v svojo politično korist. Včasih se te stvari poklopijo, lahko si voden, lahko pa samo najde svojo poslovno priložnost, tudi na desni imamo kakšnega tazga človeka, ki pač najde poslovno priložnost, da to spodbuja, potem te zaradi tega dobiš tudi več medijskega prostora, ker govorili smo mi večkrat, da imamo medije, glavne medije, ki so v koaliciji recimo ali s tranzicijsko levico ali pa zdaj z vlado, in potem, če greš v njihovo zgodbo, ti dajo pač prostor, ker s tem podpiraš pač njihovo zgodbo in si del tega projekta. Zdaj, ali je pa dejansko voden ali ne, to pa pač teh podatkov sam nimam. Nika Kovač je predvsem ena od mnogih po svetu, ki je produkt tega, kar jaz imenujem ideologija norosti. To je ta produkt, ki se je začel pri skrajnem delu ameriških demokratov, kako vsiliti nek svoj svet v svet. In seveda v Evropo še najbolj. Lahko vidimo to na področju nore zelenega prehoda,
nezakonitih migracij in podobnega. In Nika Kovač je v tem svetovnem merilu ena od majhnih figur tega. V slovenskih razmerah pa je Nika Kovač absolutno eden najbolj pomembnih ljudi za ulično provokacijo, saj ustati bi mogli na ulični provokaciji, vendar pa imamo medije, ki so iz nje naredili intelektualko. Danes, če pogledate, inštitut, da boginjo, inštitut, pa to ni inštitut, skratka tudi ta retorika in podobno, pravzaprav ženska uporablja tisti, bom rekel, najbolj agresivno ulično retoriko in to, kar si omenil, da se zaletava v Janšo. Seveda, desnica tega nima. Levica ima ta privilegij, da lahko pogojno rečeno z majhnimi pijuni štarta na najvišje. Desnica nima in seveda potem ali se braniš in delaš to, kar dela Janez Janša, ali si pa tiho. Zdaj, kaj je bolje, jaz ne vem ta moment, ampak dejstvo je, predvsem pa je Nika Kovač nekdo, ki zelo dobro igra na čustva tega slovenskega naroda, ki pa je znano, da veliko da na besede, manj pa na dejanja. Pejmo pogledati dejanja Nike Kovač. Kaj ona reklamira? Socialno pravičnost, da ne naštevam vsega. Ampak pejmo pogledati pa dejanja. Odkot je financirana? Financirana je strani korporacij, ki se ukvarjajo z človekovimi zarodki. To je, mislim, skregano z vsako besedo, ki jo ona izgovori. Tako da pri Niki Kovač je treba enostavno gledati, da je političen in je voden projekt. To je dejstvo. Če si ti voden, saj zdaj vseeno, a si voden iz neke fundacije Baracka Obame, Barack Obama ni tam nek kmet iz Teksasa, ampak je politik. Politik, ki je bil dva mandata predsednik Amerike, torej demokrat, v tistem najbolj sivem obdobju ameriške demokracije, oziroma najbolj sivem obdobju ameriških demokratov, ko so se res radikalizirali. Tako da, pogledamo na domačo sceno, je vnukinja znanega priimka, je hči znanega priimka in tle, jaz seveda ji ne oporekam, da ima ona pravico delovati, kakor deluje, ampak ljudje morajo pač pogledati njene besede in njena dejanja in bojo videli, da je tle zelo velik razkorak. Jaz sem bil zelo fasciniran, jaz sem takrat objavil tisto zgodbo, ki je bila tudi dokumentirana z dokumenti, se zdaj tu tožilstvo se že ukvarja s tem, mislim, da že 2 leti, takrat, ko je dobila izven razpisa tisto lepljenje kuvert, Ja. To je bilo evidentno nezakonito, zdaj ni še sodbe, ampak tožilstvo da se s tem ukvarja. In ko sem jaz to objavil, je potem začela Nika Kovač skupaj z očetom nekaj obračunavati z menoj na Facebooku. In tam se je oglasil Matija Stepišnik, urednik Večera, in on je njima dvema rekel, da je dal spodbudo pri obračunavanju z mano, ki sem kot novinar to objavil, samo hrabro. Skratka, to kaže, da neko medijsko nedotakljivost. Mnogi tako iz zakulisja novinarji bojo meni znali povedati, da nate so še posebej občutljivi ali pa zavidajo Tine. Ampak zgubljajo razsodnost. Oni grejo proti cehovskemu kolegu, ki raziskuje neke zgodbe, zato da ideološkega pajdaša podprejo. In to je narobe. To je narobe. Nika Kovač, ko se je odločila, da bo krojila usodo te države, je se mogla zavedati, da bo tudi predmet novinarskega obdelovanja, novinarskega dela. Jaz se strinjam, Vinko Vasle je tudi o meni pisal marsikatere norosti, ne odreagiram. Lahko pa povem svoj primer, ko so o meni pisali 10-krat hujše stvari, kot je zapisal Vinko Vasle o Niki Kovač, je pa sodišče, ko sem pa dal, sprožil postopek, je pa sodišče najdlo 101 razlog, zakaj ne bi preganjalo tega človeka, oziroma, pa se vprašaš, smo res vsi pred zakonom enaki. Se strinjam, sam še en komentar bi dal glede tega medijskega pokritja Nike Kovač, tukaj pa se strinjam, to, kar je rekel Miran, se pravi, ta razkorak med tem, kaj ona počne in kaj ona v resnici živi. Če ona medijskega pokritja ne bi imela, bi obe sliki prišli v javnost in tukaj bi ona zgubila vpliv. Skratka, ko ko mediji večinsko začnejo ščititi lik in delo nekoga, skratka, da izpostavlja samo, kaj on govori, da prikažejo njega samo, ko je pred mikrofonom, ne pa recimo, če so tudi njegova siceršnja dejanja v vsakdanjem življenju skladna s tem, potem tukaj se pa strinjam, tukaj pa kaže na
To bi lahko karakterizirali kot medijsko nedotakljivost. Ne? Skratka, da tiste druge zadeve ne pride ven. Ampak po drugi strani ne, pa v bistvu desni pol ji dela uslugo s tem, da jo napada z posmehovanjem in z diskreditacijo tudi na njene, recimo, telesne atribute, ne? Kar je po mojem mnenju še posebej zavrženo, ker česa si pa posamezniki ne moramo zbirati svojih telesnih atributov. Ne? S tem ji dela uslugo v tem, da potem jo lažje pokriješ v ostalih zadevah, ne? Ker je recimo neka želitev, ne? Kaj ti je, ne vem, kako je že rekel deklica ali si Fukina, ne vem, ker je dobesedno, ne? Ampak okay, ona ni dala zvezdic, ne? Ona, ko je dala, sem zdaj gledal neke njene odzive, ni dala zvezdic, ne? Tako da ona uporablja celo besedo, ne? In ko greš ti s takim sporočilom, ki v resnici, jaz ga ne razumem tega sporočila, kaj hoče s tem povedati, razen da nekoga diskreditiraš, ker tukaj ni nikakršnega argumenta in v resnici ni nobenega sporočila. Ne? In s tem daješ tudi večinskim medijem sam dovolj mesa, da zapolniš ta medijski prostor, jemlješ kisik in potem zmanjka kisika, ne? Da bi o tej osebi napisal kaj, kar bi bilo mogoče vredno napisati. Zakaj? Ker če boš to naredil v tem kontekstu, ne? Da te nekdo žalo, potem bo takoj, po mojem celo delno upravičen pogrom javnosti, ne? Češ, glej, njo diskreditiraš, poleg tega je pa zdaj so ji dali še nekako razkriva neka njeno zadje. Ne? Skratka, desnica si tukaj dela sama medvedjo uslugo, zato, ampak jaz mislim, ne, vedno bolj verjamem, malo se mi zdi noro, da to počnejo oboji, zato ker obojem koristi. Ne? S tem imaš ti polarizacijo, v resnici desnica ima tam neko Niko Kovač, ki jo strašno napada in sovražni, pro kateremu se bori, s tem konsolidira svoj desni politični pol okrog, recimo stranke SDS, ki je najmočnejša, leva stran ima neko žrtev, ne, nek projektil, ki spet konsolidira, ne, in ljudi, da se opredeljujo o tem, kaj počne Nika Kovač, oziroma se opredeljujo do tega, kako o njej govori recimo Vinkova ali kdo drugi, ne, namesto, ne, da bi ta ista javnost, ne, ker potem zmanjka kisika, da bi odpirala razvojno vprašanje, ne, da bi se recimo vprašala, kaj pomeni znižana napoved OECD-a, kaj pomeni zadnje nedavno sporočilo Fiskalnega sveta, ne, da smo pridelali 0,5 milijarde primanjkljaja v tem letu, ne, da ne črpamo, recimo, da smo porabili zgolj 10% sredstev, ki so bile namenjene za poplave, ne? Pri čemer ne pozabimo, naprimer, tale vlada je dvignila davek na dohodke pravnih oseb za 3 odstotne točke zaradi poplav. Skratka, plačujemo neke sklade, iz katerih ne črpamo. Ne? Enako se nam po mojem mnenju zgodilo z dolgotrajno oskrbo. Začeli pobirati 2 odstotni točki višji prispevek, ne? In tam se bo ta denar kopičil in ga ne bomo uporabili, ker nima učinkovite države, ampak seveda, ne? Ker imamo tam Niko Kovač in ker imamo tam SDS pol, ker tukaj, ali pa recimo desni pol, ta radikalni desni pol, pa ne govorim, da je cel SDS radikalen, ne? Ampak imaš pa isto neke uličarje, ne? Ki pač to temo tempirajo na neke vulgarne izraze, poniževanje leva stran se pač brani in potem se mi pogovarjamo o tem, ali je bil nek novinar obsojen za Niko Kovač 1200 €, pomembno vprašanje, ampak se mi zdi, ne, zmanjka pa prostora in medijskega kisika, da bi se pogovarjali, da ta država gospodarsko propada. Ampak zakaj recimo po tvoje, ko gledaš pač te komentarje po zapisi tega 8. marca, pa Nike Kovač je ful teh žaljivih besed, hujše kot je recimo pač Vinkova slej, recimo v njej. Bistveno bolj kirurško so odmerjene, to moram reči. Hoče ti povedati, zakaj se potem po tvoje ona odloča recimo za tožbo, če ona sama očitno generira pa spodbuja, ne, neke žaljive zapise, ko se pa nekaj v njej napiše, pa postane strahovito napadena, užaljena, ne vem, tisto argumentacijo njeno, kaj se je vse dogajalo po tem zapisu, je tako absurdna, ampak zakaj se, ta tožba je tudi sestavljena do tega? Zdaj, če bi bil najprej korektno moramo odgovoriti, ne? To, kar trdi ona, to, kar jo to resnično boli. Ne? To, kar pa sam osebno mislim, do tega mnenja imam pravico, ne? Je pa to, tako kot si rekel, del projekta. Ne? Se pravi, vsak napad, se pravi, ti provociraš, ne? Ker imaš pravico. Nekdo te napade, potem problem je, kdaj, če je ta napad prekomeren, ne? To je vedno problem. Ne? Ko greš ti v kontranapad, moraš paziti, da so razmeren prekomeren, to izkoristiš, greš v tožbo, to obesiš na veliki zvon, potem, ko zmagaš še na večji zvon, vse to v resnici, to je politični PR, ne? Ki ga počnejo vse strani, dajmo biti čisto iskreni, če gremo, ne, zdaj, recimo, če bili navijaški zgolj do ene strani, bi pač poudarili sam, kako je ta boga, ampak v resnici znotraj svojega dosega, svojih vzvodov počneta to obe strani, ne? In potem to izkorišča za svoj politični PR. In to je po mojem čista strategija, ki očitno Niki Kovač do neke mere deluje. Nika Kovač ti bo rekla, da ni ona na dobeni strani, da je ona civilna družba. Ne? Ampak recimo, ne, tako, fascinantno mi je to, ne, ta značajski pristop. Ne? Tukaj se bojiš proti Uberju, ne?
ko greš v Ameriko, pa se voziš z Uberjem. Kaj ti to zdaj pove? Ampak ona je civilna družba, ki je tudi z asistenco ustavnega sodišča, to moram povedati, vložila omnibus zakon, ki je razveljavil, kot so oni rekli, škodljive ukrepe prejšnje oblasti, s tem poslabšala našo gospodarsko sliko. Pri čemer, to zdaj spoznava celo en izmed članov koalicije, Matjaž Han, predsednik SD je rekel, da je bila to napaka. Ampak, problem te civilne družbe je, da ta civilna družba je del širšega sistema. Imamo civilno družbo, potem imamo vladajočo Gibanje Svoboda, ki je že pred volitvami sklenila politični pakt s civilno družbo. To se mi je zelo zanimivo, ko je rekel Janez Janša, gremo v koalicijo z volivci, v resnici se mi je za en trenutek zadelo, posnema model Roberta Goloba, ki je rekel, gremo v koalicijo z civilno družbo. Vem, ampak je bistvena razlika. Razumem, da je razlika, ampak gremo v koalicijo z ljudmi, oni so pač ljudi ponovali civilna družba. Potem imamo Ustavno sodišče, ki ima tudi notri sodnice z civilne družbe, imajo koalicijo z civilno družbo, se pravi, imaš civilno družbo, ki spiše nek zakon, ki je ideološko motiviran, ne politično. Pazi, politično motiviran zakon je dober, ker politika pomeni moje videnje upravljanja države, ta je pa ideološko, to, kar je prej Miran izpostavil. Imamo ideologijo norosti, ideološko motiviran zakon, zelo verjetno bi se izkazali, da Uber je bil tudi kaj finančno podprt, se pravi, mogoče celo lobistično motiviran, razmišljam. S tem uložijo z vlado, s katero so pred volitvami sklenili koalicijo, ta potrdi ta zakon v celoti, potem gre zakon na Ustavno sodišče in ker so v koaliciji z Ustavnim sodiščem, Ustavno sodišče to pokrije in na koncu ta država zdaj dobi krvno sliko gospodarstva, ki prihaja zdaj vsak dan nekaj novega, vidimo, da ta krvna slika je slabša kot pri rakovem bolniku, in potem en od teh ministrov pa reče, to je bila pa res napaka. Ampak, a bo kaj naredil, bomo pa še videli. Ta predlog tega enega zakona, ki bo izničil vse zakone Janševe vlade, da to je zdaj po tvoje politično motiviran, ideološko motiviran, ki ga je pač predlagala Kovačeva oziroma civilna družba. Tu je bil, po mojem mnenju, je bil dva namene imel ideološki motiv, predvsem je imel pa mobilizacijski motiv, ker oni so šli zbirati podpise, s tem so volivce aktivirali. Če ti nekaj fizično podpišeš, si vpleten v ta zakon in bo zaradi tega šel tudi volt nekoga, ki bo ta tvoj podpis potem spravil v življenje. In zaradi tega tudi bil tak naslov proti škodljivim posledicam oblasti. Skratka, to je bilo polno nekih čustvenih fraz, ideologije. In na koncu pač vidimo, kam smo prišli na koncu, ker to se pravi, najprej mora biti zakon sprejet, potem učinki se vedno v državi poznajo z faznim zamikom, z nekim časovnim zamikom, in zdaj ta zamik prišel in zdaj vidimo v resnici katastrofalno stanje. Največji padec BDP-ja, se pravi, neučinkovita oblast, ki je zdaj pridelala pol-milijardno luknjo v prve pol leta, neučinkovito sanacija poplav, znižana gospodarska rast, skratka, to se bo zelo slabo končalo. Kam pa potem umeščaš recimo to pohvalo Urške Klakočar Zupančič, predsednik Državnega zbora, bivše sodnice, zdaj postopek še ni ponomočen, to, da je pohvalila sodbo zoper Vinka Vasleta in čestitala pač Kovačevi, da je bila uspešna na sodišču. Kam pa to umeščaš? To umeščam v to, da je povedala, tudi jaz sem del tega političnega projekta, in znotraj istega političnega projekta se prijatelji pač hvalimo, se spodbujamo in se bodrimo. Ne glede to, da je pač predsednica Državnega zbora ona je že pokazala, da ne razume vloge predsednice Državnega zbora kot tiste, ki je prva med enakimi in ki skrbi za to, da Državni zbor opravlja svojo zelo pomembno funkcijo, ta je predvsem v razpravi, da so slišani tudi tisti, ki drugega kot glasu nimajo, to je opozicija, ker se pravi, oni imajo zgolj svojo besedo, ker nimajo tega fizičnega glasu, ker so pač opozicija. Ona je že pokazala, da to ni mar. Ampak ne pozabimo, Urška Klakočar Zupančič je prišla za isto agendo na oblast. Kakšni so bili njeni zapisi na Facebooku v volilni kampanji, so bili povsem enaki kot skladni s tem omnibus zakonom. Se pravi, mi gremo na oblast zato, da bo prejšnja, tako imenovana totalitarna oblast šla iz oblasti, in da bo v tej državi zavladala svoboda. Zdaj svoboda je zavladala, ampak v tej svobodi moraš pa paziti, kaj rečeš. Da bi ljudje razumeli, kdo nam vlada, govorim o tej široki koaliciji, se pravi politično izvoljeni, torej stranke, civilni družbi, ampak ne celotni. Golob ni šel v koalicijo z prostovoljnimi gasilci, z humanitarnimi organizacijami, ki skrbijo za zapuščene živali ali pa za ljudi v stiski in podobno. On je šel konkretno s temi
provladnimi ali pa propolitičnimi. Pa Nika Kovač je nul in po moje zlorabljajo celo, no, bom rekel, te možnosti, da ustanoviš NGO. Ne. Za vse tiste, ki bi radi to razumeli, bomo mogoče najbolj razumeli, če si preberejo eno knjigo fantastičnega, sicer pokojnega že ameriškega pisca, mislim, da je Saul Alinsky, iz leta 1971, ni priročnik, ampak je Pravila za radikalce. In tam imaš nanizanih kar nekaj točk, ne, kaj on svetuje, oziroma kako se naj radikalci obnašajo. Radikalci v političnem, družbenem, kakršnemkoli okolju. Ne. In tam boš videl, da je pravzaprav ne samo Nika Kovač, ampak celotna družba, oziroma ta ekipa, koalicijska ekipa, dela točno po teh pravilih. Recimo, eno od teh pravil je, da največje orožje ali pa najglobje orožje človeka, seveda, da smo si na jasnem, tudi del desnice to počne, brez kakršnega koli, da kdo mislil, da sem odvetnik tega dela političnega pola, ne? Da največja, torej človeka najbolj ubiješ tako, da ga zasmehuješ. No, ampak se zapis Vinka Vasleta, zakaj je točno posmeh. Ampak, če hočeva, Vinko Vasle je bolj vaški, posebneški, to izrazi direktno. Prej si sam rekel, Nika Kovač dela to z neko tankočutno, torej z nekim občutkom, pa je lahko žaljiv za človeka. Ne? Tako da tle ni bistvenih razlik. To je edino, kar oni znajo delati res po nekih po učbenikih, Vinko Vasle pa tega ne zna delati, on pa vseka. Ne? Mislim, ne sem čutil, si videl več po nekem priročniku, ne? Ja. Ne? In poglej, poglej obnašanje Urške Klakočar Zupančič v Državnem zboru. Poglej Goloba. Poglej zadnji intervju Goloba, tisti plačan PR, ne? Kako posmehljivo je šel na Prebiliča. Ne? Jaz bom še 5 let vladal. Ne? A veš, to so vse neki elementi in seveda mi imamo 2 skrajnosti v državi. Ne? Ampak jaz upam, da sta te 2 skrajnosti vendarle v manjšini. Imamo del SDS-a, seveda sam si rekel. Ne? In jaz se strinjam s tem, opozarjam že dolgo tudi na v SDS-u. Ampak to, kaj je pa levica zašla v skrajnost zadnjih 10 let, to pa jaz nisem pričakoval. No, če smem sam še kratek zadeva, zakaj lahko levica zašla v tako skrajnost? Ne? Zaradi tega, ker ima bistveno več časa oblast. In v bistvu, kar je dobro, ko so Janševe vlade, vsi mediji napadajo vlado. Ne? In vsi mediji vladi gledajo pod prste, kar je v bistvu pravilno ravnanje. To je prav. Ne? Problem levice, in zato lahko levica zahaja v bistveno večje skrajnosti, ne ker bi bila desnica mogoče manj nagnjena k temu, bolj nagnjena k temu, da se samo omejuje, ne? Je zaradi tega, ker levici pa nihče ne gleda pod prste. Točno to. V bistvu levica, težava v tej državi je ta, da ko vlada leva opcija, ima popolno medijsko pokritje. In nimamo civilno-družbenega nadzora. Tega pač nimamo. Javnega nadzora pač ni. Ne, pretiranega raziskovanja. Tako je. In tega pač pol ne veš, kaj počnejo in potem oni se zmorejo delati karkoli. Poglej, a sploh vemo, kaj se je zgodilo z zgodbo o 13.000 računalnikih? Ki je končala zgodbo o Litijski. A veš, o tem nihče niti več ne poroča. Ne? Ja, ne vem. Nimajo meja, ker ni nadzora, ni meja. Imaš prav. Ampak lahko zdaj zaključimo tako, da je Nika Kovač, ko pogledamo vse to, okoli pravosodja, okoli medijev, tudi okoli financ, ne? Mislim, da so lanske letne prihodke so izskočili 400-500 tisoč na milijon evrov. Lahko rečemo, da je ona del oblasti, da je oblast. Nadoblast. Jaz temu rečem nadoblast. Ja, sej, to nekaj podobnega je Tomaž Tih objavil na X-u, da češ pri Niki Kovač se vidi, oziroma pri Vinku Vasletu se vidi, da ti lahko kritiziraš izvršni svet, naprimer tudi Goloba, koncu ne smeš pa kritizirati partije, se pa v Niki Kovač. Nika Kovač je v bistvu nadoblast, je pa to precej logično, ker ta praznina novih obrazov političnih, prihaja brez programa. Edini program, ki je, da gre na roko ideologiji, to je anti-Janša. In potem seveda se odpira prostor, in to Golob je recimo to naredil, ali pa ta koalicija je to naredila tako močno, kot še nobena do zdaj. Recimo tega pri Cerarju ni bilo, pri Šarcu tudi se ne spomnim, da bi bilo. Skratka, celotno to svojo koalicijsko partnerico zajeto ali pa poimenovano kot nevladne organizacije, kar je paradoksalno in smešno, ti si konec koncev, vsi si občutil to moč na RTV-ju. So oni dobili vse tisto, ali pa bom rekel licenco za vladanje, izključno zaradi tega, ker Goloba kaj zanima? Energetika
Tina Gaber, potovanja, pa jaz sem najlepši ali pa najboljši. Ja, ne čita prav vsebina, kakorkoli, lahko sam, ampak to je vsebina. Ti nevladne organizacije, pa to si ti dobro povedal, to so ideološke, pa imajo, ideologija ima vedno nek program. Politična stranka ni nujno, da ga ima, ampak ideologija ga pa vedno ima. Ampak tudi mislim, da se ona zaveda, veš, da je oblast. Če smem tukaj sam zato se jaz čisto ne strinjam s tem, kaj mislim, jaz mislim, da ona da se ne čuti prizadeto. Jaz mislim, da je ona v bistvu, ko vlaga te tožbe, jih vlaga zato, da pokaže svojo moč. Ne to, da je jaz sem rekel iz korektnosti. Da povemo, kaj je povedala, pa kaj si mislimo. Ampak bi dodal samo še en pristavek, prej je Miran zelo dobro odprl fundacijo Obame. Jaz mislim, da ona ni samo del oblasti v tem smislu, ampak jaz mislim, da ona je tudi, zato je pa mogoče, zdaj bom tako rekel malo cinično, upravičeno ima ime inštitut, ker nekaj raziskuje. Ona po mojem dela, tudi ona je namenjena tudi v mednarodnem širšem prostoru te prebojenske agende, kot pilotni projekt. Namreč Republika Slovenija je izjemno majhna država in mi smo idealni za testirati določene ideje. Če kaj tle uničeš, to je 2 milijona ljudi, majhna država, gospodarsko nepomembna. Če bi tu testiral recimo v Nemčiji in če ti zašiftaš Nemčijo, potem pade lahko Evropa ali pa trpi. In jaz mislim, da je pilotni projekt. Recimo najbolj lepo se je tukaj pokazala ena zgodba, tu sem sigurno prepričan, da je bil en od namenov tudi ta zgodba o splavu. Skratka, opazili se je, da v tem, predvsem v slovenskem političnem prostoru, vladati treba, če hočeš vladati na polarizaciji, rabiš imeti nevralgične čustvene točke. In splav je bil dolgo časa tema, na kateri desnica padala. In potem druga tema je bila naša polpretekla zgodovina in obe temi popuščata. Na tem praktično se ne spotakne nihče več. Vsi so se naučili, kako se iz teh tem nekako izvijaš in jaz mislim, da recimo ta projekt je bil test, ali lahko to pred evropskimi volitvami obudimo recimo splav kot novo nevralgično točko, potem greš ti v nek projekt in to je mogoče, če bi se, in izsledki tega, kar se je potem ugotovilo, so prenesljivi tudi v neke druge države, ker v ozadju teh večjih ideoloških centrov, ne vem, če Soros neki financira karkoli, je nekako širjenje svojih idej, ne v Sloveniji, v celotnem svetu. In ti moraš testirati različne pristope in če se pokaže nek pristop kot univerzalen, ga preneseš še v druge države in s tem nekako potem pač širiš neko svojo ideološko. Viš kaj, zadnjič me je upozoril en profesor, ne bom ga imenoval ni korektno, zdaj, če se bo sam javil, se bo mlajše generacije, ki je rekel, Miran, desnica ene zadeve ne razume. Desnica ne razume, recimo, da je Slovenija zelo, ali pa populacija slovenska je zelo sočutna. In ni pa toliko občutljiva zdaj na to, ali ji davka vzameš toliko ali pa toliko. Ker dokler je tista sobota, ker so gre v trgovino, se kup čevapčiče, v nedeljo speče, poje, so dosti zadovoljni, če bom rekel, karikiram. In rekel je, resne stranke, pa je levičar, pa je rekel, resne stranke kot je SDS, ko ljudem ponuja, torej predstavi, koliko nas bo koštal ta novi davek, tak novi davek, nova dajatev, to, ljudje se ne dotakne. Ljudi se dotakne, ne vem, napad na Niko Kovač, kakršenkoli že, žalitev Nike Kovač, dogodki v Gazi, to se dotakne tudi mene, ampak sočutje bolj kot pa lasten žep, bom rekel, kar ni, bom rekel, upozoril me je zaradi vojen, recimo to na tem delu Balkana, majčkam bolj so ljudje občutljivi na denar, kot so Slovenci. In je rekel, nagovarjajo, resne stranke s programi nagovarjajo Slovence z resnimi zadevami, ki se pa Slovencov ne primejo. Take estradne, pa pustimo zdaj v stran, ne mislim, da je Gaza estradna zgodba, ampak recimo, estradna zgodba je zame to, da se daje neki punci priložnost, tako medijsko priložnost, da govori, vse tisto, česar ne živi. Prej sem povedal. Ona govori o sočutju, o sociali, polni se pa, bom rekel, iz mednarodnih korporacij. Deluje kot robot, če mene vprašaš. Ja, ampak hočem ti reči, premalo gledamo mi ta dejstva, ta dejanja ljudi, ta vzorc obnašanja ali pa delovanja. Besede pa tle pomenijo noro veliko. Kakšni pa so zdaj po vajnem mnenju recimo načrti za njo? Bo ostala tako del te politične civilne družbe ali bo napredovala v ta politični razred? Jaz mislim, da ko bo prišel njen čas za aktivno politiko, ker to pa
vemo vsi zelo dobro, da ideološka plat Slovenije ali pa ta omrežja delajo zelo dobro, kvalitetno, da bo ona prišla tudi v politiko. Vse konc koncev, če se lahko zdajle, recimo, primer z Denisa Avdića naredi politika, z Niko Kovač, zdaj špekuliram, ampak bo z Niko Kovač, ki pa ima ta genski zapis političen, ne toliko lažje. Čeprav Peter je opozoril na to nizko anketno, na nizke anketne rezultate. Za zaupanje ima izjemno slabo. Ampak recimo, gled, tukaj je Levica, tudi ima več resursov. Je veliko spletnejša od desnice, tudi drugi razlogi. Mislim, na desnici imamo pač Janšo, ki je hegemon in mu ustreza, da je sam. Na Levici, pa ker so centri izven institucij, kar je tudi opozoril Pahor, pa stalno testirajo različne ljudi. On išče posameznike, jim dajo vloge in jih testirajo. In po mojem odgovoru to vprašanje odvisno samo od tega, ali bodo ti centri moči ocenili, ali jim Nika Kovač lahko dostavi tisto, kar jim mora dostaviti. In to je po mojem edini odgovor. Skratka, oni imajo vedno več teh želez v ognju. Veš, zdaj, če ti pač lahko ostaneš ti v civilni družbi, lahko se pa izkažeš, da lahko zrasteš v nekoga, ki bo dostavljal, potem bo verjetno do tega prišlo. Ona je recimo v tem smislu perspektivnejša od Jenula, od Jaše Jenula. Jaz mislim, da moram reči, da vseeno nastope ima boljše kot Jaša Jenull. Zdi se mi, da Jaša Jenull je pač, ko ga jaz vidim, nek meščanski poba, ki je mal razvajan in potem se gre nekaj, kar mu je dobro, kakor razumem, izrastel v neki dobro situirani družini in pač še nekaj tam počne. No, oba dva sta zrasla v dobe situirani. To je res, ampak jaz mislim, da Nika Kovač je bila bistveno bolj inštruirana, vsaj kar sama govori, bila je del fundacije Obama, hodila je v ZDA na inštrukcije. Tudi ona se je pohvalila, da je bila... Ima ona zagotovo moč. Ne, si vi, tudi sama inštrukcija, samo izobraževanje, ki ga daš ti česa, samo trening in tudi ne vem, a si ti o tem pisal ali nekdo o tem govoril, da pred vsakim nastopom gre frizerju, se uredi, tega Jaša Jenull nima. Skratka, ona ima bistveno bolj dovršeno medijsko podobo, zaradi tega ima bistveno večjo šanso, da pride dlje. Pred vsako tiskovno konferenco gre k frizerju. Ja, no, to je, veš, kako je televizijska voditeljica, Zdaj, ali je lahko ona za prvi obraz, to se jaz ne bi upal trditi. Mogoče iz tega izhaja tista javnomnenjska, ki si jo ti omenil, ampak pri nas je žal tako, da ko se ustvari enkrat bo tudi tega konc, ko se ustvari nov obraz, je praktično nov obraz tisti, ki povleče 400 tisoč ljudi. A veš, ni povlekla Tamara Vonta, ni povlekla recimo Mojca Pašek, ni povlekla Elena Grgurevič, povleko je Golob. Zdaj pa, ali ima ta status, oprosti, samo to, ali je Nika Kovač lahko čez leta novi Robert Golob? Če ima ta potencial, ja. Pa ne vem. Eno stvar še pozabljamo, še en kontekst je treba vzeti. 8. marec je marec mladih ljudi. Mislim, inštitut mladih ljudi. In tukaj pa je SDS s svojim širšim miljejem pa prišel nekako parirati. Dojel. Namreč, recimo Zala Klopčič je taka influencerka. Ker kaj se na koncu izkaže? Ti moraš tudi, se pravi, kje ti najlažje spreminjaš poglede na svet pri mladi populaciji. Starega osla, novih trik učiti je zelo težko. Enega 50-letnika, on živi svojo zgodbo. Za mlade, mladi pa poslušajo mlade. In ti moraš biti enako stare. In zdaj se bo videlo, kaj se zgodilo z Niko Kovač, ker ona šla čez 30. Se pravi, mlad pomeni nekje študentska leta plus 5 do še največ 10 leta. In tukaj je ona dela to zadeva. Recimo, en od mojih otrok mi je rekel, ko je šel po Ljubljani, da so ga iz inštituta 8. marec napadle za neke podpise. Jaz grem večkrat čez Ljubljano, mene nihče ni do mene pristopil. Ti si staroso že. Tako je. Jaz mislim, da njihova taktika je imeti mladi ljudi in rekrutirati mladi ljudi. Spravi, stojiš na Prešernovem trgu, ko vidiš 18 do 25-letnega, ga govoriš, ker na njega imaš vpliv. Ko vidiš 50-letnega človeka, pa pač do njega ne pristopiš, ker tvoja tarča je mlada populacija. Pazi, ta zadeva je po mojem zelo pomembna tukaj in zdaj kaj se bo zgodilo? Ona bo počasi šla iz te mlajše generacije. Proti 40. In zdaj tukaj bo zelo zanimivo gledati, če ona ne bo dobila mesta, ker nekdo, ki ona pa vem, to je tudi iz krogu okrog nje, ona pa si pripisuje izjemne zasluge. Celo nekateri iz 8. marca so zamerili to, da si ona izključno sebi, kot Niki Kovač, pripisuje zasluge tudi za tisto, kar je naredila v bistvu celotna mreža. Če te samo skosam lahko, Bojan, ti zelo dobro veš, referendum o vodi, kdo je začel to vodo izpostavljati. To ni bila Nika Kovač. Ona je enostavno se usedla že na nekaj, kar je bilo prej pripravljeno. To so bili čisto drugi ljudje. Ona daje obraz. Ona daje obraz in daje svoj glas. In pa, če se malo pohecamo, gre še frizerju. Ampak, glej,
potem tak človek začne gojiti pričakovanja, da mu bo to povrnjeno ne samo skozi finance, ampak tudi skozi družbeni status. Ne? Ja, seveda. In tukaj bo zelo zanimivo videti, kako bodo z njo potem, kako bodo to uredili, če bodo ocenili, da dostavljati ne more. In moja ocena, kot jo gledam, ona na vrhunski politični funkciji ne zmore dostavljati. Ne? Lej, mogoče samo še ta stavek Bojan. Glavni igralec teh filmov Sam doma, ne? Nikoli ne juka je velika. Mogoče samo ta stavek. Me pa recimo mene navdihuje z upanjem, ker gledam te mlajše generacije, ne kupujejo več bullshita. Mularija danes ne kupuje več bullshita. In oprosti, to, kar dela Nika Kovač, to je iz mojega zornega kota, se pravi veliko besed, veliko obljub, to je bullshit. Mularija danes želi konkretne dejanja. Zelo so sočutni, zelo upoštevajo človeka okoli sebe, zaljubljeni so v naravo, ali pa radi imajo naravo, vse tiste neke moralne vrednote izpred, ne vem, ker so jih ljudje živeli, ne vem, takoj po vojni recimo, drugi svetovni vojni, se spet vračajo s to mularijo. In mularija ne bo kupovala ne desnega, ne levega bullshita. Zdaj pa, omenil si prej, na eni strani, če gledamo samo Slovenijo, na eni strani je desnica dojela, da more štartati na mlade, vprašanje, ali bojo šli po poteh Nike Kovač prodajati bučke, ali pa bojo z resnimi dejanji, ali pa s prikazovanjem resnih dejanj te mlade privabili. Če jim to uspe, sem jaz prepričan, da jim bo bolj uspelo zajeti ta kup. Težava Nike Kovač je ta, da je mestna srajca. In ona lahko nagovarja center Ljubljane, center Maribora, podeželske mladine, pa po mojem podeželski mladini ona nima velikega vpliva. To je pač moje osebno mnenje. A Nika Klopčič, kaj je pa? Zala Klopčič. Nika Klopčič, Zala Klopčič odpira pač te tipične teme, ki so zelo tudi pereče, ima tudi podoben pristop, recimo zelo je na posilstva, na migracije, te teme odpira, daje v neko drugo perspektivo, in jaz to pozdravljam, da imamo ta pluralizem. Zakaj pa dajmo imeti koga? Nika Kovač predstavlja en pogled, Zala Klopčič drugega. Ampak razlika je v tem, da imam jaz občutek pri Zali Klopčič, da kar govori, tudi živi. To je pa res. Ja. To je bistvo. Pri Niki Kovač pa ne. Ja, to je bistvo. To se zelo strinjam. Dobro, predlagam, da gremo naprej. Saj se v bistvu nabojata Pahorja, ampak smo nekaj že o tem rekli, zdaj to, kar se je dogajalo, pač z njim po tem intervjuju pri Jožetu Možini. Ampak namreč, kaj je zanimivo? To, da je šlo v bistvu ta zgodba z njim, pri tem obračunu zdaj s Pahorjem, je šla v neko drugo fazo. Zdaj, kot vem, so začeli napadati njegove sponzorje. Skratka, so se ga v principu zelo resno lotili. Ti si imel v nekem momentu, mislim, da te dni rekel, da po tvojem mnenju gre za očitno nek dokončen spopad Kučana z Pahorjem. Ampak hočem reči, pa še ena stvar, sem bral malo te mnenjske voditelje Levice, govorijo v bistvu drugače, kot si ti rekel na Odmevih. Ti si v bistvu Pahorja pozicioniral, da ima velik vpliv. Tako si rekel. Recimo Markeš, pa Boj Zvezek, pa tako dalje, pa Uroš Esih sem videl, pa trdijo, da Pahor nima več dobenega vpliva. In da hvala Bogu, da nima več dobenega vpliva. Mislim, da tistih 10 pravil za radikalce, ki je rekel Mirana, ena izmed teh pravil je, da moraš ponavljati eno tezo, ki sicer ne drži, da se prime. Skratka, oni so šli na Boruta Pahorja z vsemi topovi. Zakaj bi ga tako napadali, če nima dobenega vpliva? Tako je, se pravi, če bi Borut Pahor ne govoril stvari, ki jih bolijo, in če bi govoril stvari, ki jih noben ne sliši, se z njim nihče ne bi ukvarjal. Zagotovo ne. Ker pa, jaz mislim, 3 stvari so. Prvič, on ima vpliv, to sem tam rekel. Potem drugič, v bistvu sodi na levi pol, je del tega pola, ki ga tudi potem kritizira in zaradi tega ima še posebej velik vpliv na levi pol. Ker tukaj ni problem desni pol. Vse desni pol nikoli ne bo, ali pa ta trdo jedro desnega pola nikoli ne bo šel na levi pol. Problem so tisti levi sredinski volivci, ki zdaj so totalno razočarani tudi nad Golobovo vlado in razmišljajo, da bi, kot smo tle že rekli, mogoče celo kateri izmaščevanja Golobo volili Janeza Janšo. In tukaj pa to ratalo problematično. Po mojem tlele in na te ima Pahor vpliv, hočeš reči? Pahor ima vpliv na celotno populacijo. Kdor je kdaj videl Pahorja se pravi na Trgu Republike, on potrebuje, da prečka Trg Republike 15 minut, ker poslika toliko selfijev. Skratka, on ima izjemen vpliv in
kot to In gledamo. to malarija, ne? Tako je, to se hoče reči. In ima vpliv na mlado populacijo. Na tisto populacijo, ki smo prej govorili, ki je dovzetna za nova sporočila, ker stara ni. Ne? Zgodilo se pa po mojem tukaj še dvoje. Prva stvar je ta, Borut Pahor je to namreč o centri moči iz tranzicijske levice že nekoč prej povedal. Se pa to je bila tista točka, ne? Več stvari je po mojem bilo tlele. Mislim, ni bila to Gaza po mojem, ne? Ne. Tri stvari so bile po mojem, ampak najprej to bi rad povedal. On je že pred časom to povedal, pa ni nihče skočil. Zdaj ne spomnim se, kje je to povedal, ne? Ampak Ne, to mislim, on povedal že in dveh intervjujih. Ne, ampak ne vem, katera medijev bom prišel tega, to je zdaj pomembno. Prva stvar, zdaj to povedal na svetem kraju, ne? RTV, pazi, karkoli se mi o njej mislimo, ne? Ni vseeno, kje ti nekaj poveš. Če bi rekel na Pop TV, bi bilo to manj vedno. Drugače, RTV je pa svet kraj. Tudi če tam Možina to vodi, to je pač svet kraj, ne? To je kraj, v katerega se ne posega, ne? Če tudi nima več gledanosti, če tudi nima ničesar, to je zelo pomembno, kje ti nekaj poveš. Simbolno, kdo ti je dal ta prostor. Se pravi, človeku, ki sodi na levi pol, je nekaj, kar je svetinja levega pola, dala zvočnik. In druga stvar, ki je po mojem problematična, če ti poveš nekaj enkrat, ni problem. Pahor je to povedal zdaj že tretjič ali četrtič, skratka, in vedno bolje slišan. Ni povedal samo tega, ne? Povedal je še nekaj drugega. Dal je izjemno velike zasluge Demusu za osamosvojitev. To je izjemno pomembna zadeva. In tretja stvar, ne, Borut Pahor je postal podjetnik in spodbuja podjetniško okolje. On začenja govoriti. To je pa zdaj prvič povedal. Pazi, ne, to je tudi že prej govoril. Na Pop TV-ju je to isto govoril, sem ga vsaj dvakrat že prej slišal, ne? Ampak spet na svetem kraju, pa spet ponavlja. Zakaj je problem, če bi mi omogočili podjetništvo? Ker podjetništvo omogoči finančno neodvisnost posameznikov. Ne? Se pravi, ta levica lahko vlada samo takrat, ko zagotavlja preko davkov, preko davčnega primeža, da smo vsi enaki, ampak enaki v revščini. Poglejte našo povprečno plačo, zelo blizu minimalne plače. Ne? Ker potem posameznik nima finančne neodvisnosti. Finančna neodvisnost pomeni pa družbeno in politično neodvisnost. Če imaš ti recimo razvoj gospodarstva, lahko to gospodarstvo zbere denar in podpre neko politično stranko, ki zagovarja njegove ideje v javnosti. Če ti pa to gospodarstvo stisneš v davčni primež, da komaj preživi, pa tega razpoložljivega kapitala nima, tega ne more podpreti, ne? In s tem rabiš potem strice iz ozadja, ki ti zagotavljajo medijski in finančni prostor. Ne? Če pa ti razvijaš gospodarsko okolje, ker lahko vsak se svojimi sposobnostmi prosperira in Slovenci smo znani po tem, da smo izjemno inovativni. Ne? Slovenci, če bi nam dali zadihati, bi se resnično razvili, bi imeli kar nekaj takih posameznikov, ki bi to z lahkoto sfinancirali. Ne? Recimo eno takih posameznikov financira ta podcast. Ne? Lej, če bi njega takrat zlomili, ne, če sodbe, danes te oddaje ne bi bilo in mi tega ne bi mogli povedati, ampak to je zgolj en drobec. Ne. In če bi se to razvilo, potem strici z ozadja bi sami izginili, ker jih noben ne bi rabil. Kdo pa bi rabil hoditi k Milanu Kučanu, razumeš, če bi bil razvit. Druga stvar pa tukaj, ne, je pa, če imaš ti finančno sposobne posameznike, jih lahko tudi kakovostno izobražaš tudi na tujih šolah. In kar naenkrat dobiš ti tudi kadrovsko elito. Ko imaš pa ti kadrovsko elito, si predstavljate pa en Šarc, pa tudi en Robert Golob, pa taki ljudje ne bi videli, ma kaj parlamenta, ne bi videli genija, ne? Ker bi imel ti dovolj elite. Ne? Skratka, ti moraš imeti oblast nad vsemi podsistemi, najprej nad finančnim, potem nad šolskim, tem smo tudi že govorili, ne? Zaradi tega nekdo mi je rekel, da šolskega ministra v starih časih, zdaj mogoče tega ne razume več, recimo pod Slavkom Gabrom, niso dali, ker so rekli, šolstvo je vzgoja naših volivcev. Ne? In če imamo monopol nad šolstvom, imamo monopol nad volilnim telesom. To, kar zdaj dela civilna družba preko družbenih omrežij, ki podaja sporočila, če ti imaš monopol v šolstvu, podajaš. Skratka, izjave, zapisi, da Pahor nima na nobenega več vpliva, so zgodba o lisici in kislem grozdju. Tako, to je seveda, in oni so mogli najti eno nevralgično točko, ne? Ker jaz sem šel trikrat. Ker ne teče debata, ne, o teh stvarih, o teh smo zdaj govorili. Oni so samo na gazi, in potem pa pazi. Ne? In to je zanimivo, pazi, SD, Pahor jim očita, da niso samostojna stranka, da ne sprejemajo odločitev, ampak to njih nič ne moti. Oni bi ga izključili, ker je Pahor nekaj rekel. In to, kar je rekel Miranu Kučanu, jaz mislim, da to sam pride še na vrh. Ne? Kučanu osebno gre na živce zagotovo, ne? Ker on si želi biti največji predsednik in Pahor je zdaj tudi po anketah, mislim, da si ti enkrat tu izpostavil, ne? Je prehitel Kučana po priljubljenosti. Ne? Ja, ampak to je po mojem samo češnja na torti. To je zanga izjemen šok. Jaz si predstavljam, da ti ljudje dobijo nekje reči, tega človeka moramo uničiti. Se pravi, samo medijska diskreditacija ne bo dovolj, ker zgodi se tako, ne? Ko imaš ti dolg track record dobrega javnega mnenja in Pahor ga ima več kot desetletje, ne?
celoten predsedniški mandat praktično ni imel paca, pustimo, kaj je bilo. Ampak, in zdaj postaja ekonomsko samostojen tudi, ne? In postaja ekonomsko samostojen, točno to, kar sem prej govoril, moraš iti na sponzorje in ti iščeš vedno najšibkejši člen. In najšibkejši člen so sponzorji, ne? Ker sponzorji reče, glej, Borut, saj si ti fajn dečko, ne? Ampak če se bo o nas slabo govorilo in če mi začnemo zgubljati kupce in če se dobijo slabi review in če gre to v tujino, lej, mi si tega ne moramo privoščiti, ker nas to res veliko stane, ne? In tukaj te potem začnejo lomiti. Ampak jaz mislim, da ena zadeva, Borutu Pahorju se je že marsikaj zgodilo, ne? In tukaj se bodo opekli. On ima izjemno veliko izkušenj, kako v teh primerih reagirati. In jaz sem 100%, da bo izšel zmagovalec, napovedujem celo nekaj več, izšel bo večji zmagovalec, kot je bil prej, ker najboljši to znajo. In Boruta Pahorja, če se spomnimo, so že v njegovi politični karieri hoteli stran SD-ja in njegova koalicija z volivci, zdaj pa uporabo ta izraz, ne, ga je vedno reševala. Ne. Se spomnimo, takrat je on šel na zadnje mesto na evropskih volitvah in to je bilo prvič, če so bili v šoku, ne, in so ga pripeljali noter. Skratka, on to zna in zaradi tega, po mojem, je nedotakljiv. Izvoli. Zamislil sem se zdaj, kaj je Peter govoril in malo za hec, pa malo za res. Se pravi, glej, Borut Pahor, ki je kot predsednik vlade tem ideološkim omrežjem omogočil, da operejo milijardo denarja, dolarjev, evrov za iranski režim, se je znašel v takem pogromu. Si predstavljate, kaj delajo s tistimi, ki ne operemo za njih milijarde. Ne? Se pravi, malo za šalo, malo za res, ampak Borut Pahor je vedno veljal za, bom rekel, zelo klasičnega in standardnega in zanesljivega človeka levega kadra. Ne? Če ne, tudi karijere ne bi take naredil. Je bilo pa pri Borutu Pahorju opaziti nekaj, ne, v tem zadnjem intervjuju. Borut Pahor, jaz se absolutno strinjam s tem, kar si ti povedal za Pop TV. Borut Pahor ni rekel nič drugače, kot se obnaša slovenska vlada. Nič. Samo izpostavil je tisto, kar, če odstranimo dretje slovenske vlade, stranke Levice, Gibanje Svobode in podobno in gledamo njihove dejanja, je Borut Pahor povedal samo to, svoje osebno mnenje, kakor se obnaša slovenska vlada. Nobene poteze še ni potegnjena do zdaj. Je pa za opaziti nekaj pri Borutu Pahorju. Če je bil kot politik znan po tem, da je govoril pol ure pa nič povedal, ne, je pa zdaj dosti bolj jasen. Ne. Upa se več. Ne. Enostavno, če bi to bil stari Borut Pahor politik, bi 30 minut govoril, verjetno šel na leto 67, pa 47 ali 48, 49, govoril o Izraelu in Palestini in nič povedal, tokrat je bil pa zelo jasen. Ne? Zdaj intervjuji z njim postajajo zanimivi, ne? Ja, zdaj kom je postal zanimiv. Prej je bil res, ne, influencerček, estradnik in podobno, ne vem, furanje po ograji in podobno, zdaj pa postal zanimiv in se mi zdi, da je začel govoriti tisto, ali kar čuti, ali pa če sem žleht, ne, je treba pogledati, kakšne financerje ima. Zdaj jaz ne vem, kjera stvar je, ne, ampak načeloma je postal drugačen. Ne. In seveda, jaz sem zapisal, ne, da je to zdaj, in tudi verjamem po vsem tem, kar si omenil, Esih, Markeš in podobno, ne, kdo so ti ljudje? To so pijuni ideologije. Na plačilnih listah. Na plačilnih listah. In tukaj jaz vidim, ne, sej ni nobena skrivnost, to boš ti bolj vedel, ker si bil tudi zraven v teh zgodbah. Ne? Borut Pahor je verjetno eno od zadnjih nedokončanih del Milana Kučana. Ne? In to, kar ste rekel, ali pa kar ste rekli, uničenje Boruta Pahorja. Ne? Zakaj? Zato, ker je bolj popularen kot je on, zato, ker je njegova, torej Kučanova posvojenka, da temu rečem politična, prišla za Borutom Pahorjem, pa ji ne rata nikakor, da nekako usvoji srca Slovencev in pa mednarodne skupnosti, kar je Pahorju uspelo, ne? Je verjetno to eden od, bom rekel, poskusov Milana Kučana, da pa zdaj pa do konca potepta Boruta Pahorja. Ja, zadnji strel, ne, ja. Je Pahor naredil s tem, da je pač zrušil Danila Türka, ne. Ja, to je bil velik udarc, to je bil velik udarc, ampak še enkrat ponavljam, človek, ki jim je zagotovil mastna bogatenja, pa se to z njim dogaja. In kar je drugo, Borut Pahor, recimo, če pogledaš to strukturo slovenske trenutne politike, ki je izvajalec nekih del srpskega sveta. Govorim o interesih Vučića, Dodika in podobnih, ki preko Jankovića in te linije v Sloveniji, pravzaprav vse to je dokazljivo, ne, vršijo neke svoje interese.
Borut Pahor to ni. Borut Pahor ni. On je prijatelj Balkana, recimo, ampak ima to izrazito noto prepoznavanja teh, mislim, ni bizniser, tako kot je Zoran Janković. Ne? In tudi ta nota je potem verjetno, ne, to, kar se je grošlo dogajalo, sicer na političnem področju, ne, se Pahorju lahko zdaj dogaja zato, ker pač ni ekonomsko odvisen od teh krogov, kot je odvisen Janković, kot je odvisen še kdo, ne, in lahko pove tudi kaj več, ali pa se pokaže tudi v Sarajevu, kjer podpre Bošnjake, lahko gre v Zagreb, se pogovarja s opozicijo, koalicijo in tako naprej, in vsi ga spoštujejo načeloma. Ne. Tako da tukaj vidim to osebno noto Milana Kučana, ne, ki pa je, mislim, vsi tle se ne rabimo si lagati, ne. Milan Kučan z 2 stavki, to smo ugotovili zanč, zruši in Zorana Jankovića in torej Goloba, ker sta oba odvisna od njega, ne. Ja, Boruta Pahorja pa ne more. Ja. Pa če smem samo eno stvar rekel, se je spremenil. Je pa res, no, zdaj, ker smo že pri teh zunanjih političnih zadevah, no, ne vem, če ste opazila, verjetno ste opazila, v tem intervjuju je on nekaj rekel, kar nihče potem kasneje ni problematiziral, pa postavil, oziroma načetno debato o tem. On je rekel, da bo zmagovalec Kitajska na koncu, ne? Ne vem, če se to opazilo. Vse tudi na plačilnem seznamu trenutno, ampak to je pa rekel, se ni tako ne? nerealno, da bo to res na koncu zgodilo. No, ampak jaz mislim, to je prav, da pozarjamo, ne? Ker ne pozabimo, Kitajska v Srbiji, recimo, ki je sigurno interes EU, vlaga več kot Evropska unija. Ne? Skratka, to pozorilo, če bi bil kdo pameten, jaz mislim, da pač on, ker hodi na Kitajsko in se pogovarja s tistimi ljudmi, jaz mislim, da mi lahko gledaš tako, kot si zdaj obrnil, ali pa lahko gledaš drugače, ne? Dajmo poslušati, kaj Borut Pahor govori, ne? Pazi, Kitajska kupuje tranzitno pot, ne, celo, ne? Ja. In nam se bodo zgodile, pač Kitajska to načrtno pač počne in njena vizija je ona je podobno kot katoliška cerkev, ne? Se pravi, ona se ima za večno institucijo, ne? In Borut Pahor mislim, da rekel, da na koncu, ne, bo želela razširiti svoj vpliv, tako kot ga je razširila zahodna civilizacija. In to pozorilo, ne verjamem, da je neko pozorilo, ki dela za nekega gospodarja. Samo tu bi dal, ker si rekel, da se je spremenil, ne? Jaz mu tu štejem plus. Ker on tudi pove, zakaj je zdaj se spremenil. On je rekel takole, ne? Prej sem bil jaz predsednik republike. In kot predsednik republike nisem smel ali želel komentirati notranje politike, ker potem ne bi bil predsednik vseh. Ne? Nataša Pirc-Musar, ne, ki jo je, mislim, da si njo mislil za tem, kaj je njegova posvojenka, ne, pa to počne in zaradi tega ne more biti predsednik vseh. Ne. Zdaj pa pač rekel, jaz sem pa zdaj navaden državljan, ker resnici res, ne, in je začel komentirati politiko ob dejstvu, da je zasedel vse vrhunske politične funkcije v državi, da ima 30-letno politično kariero in zaradi tega on je izraziti insider. Ne? Tak insider je samo še Janez Janša, ne? Pri čemer Janez Janša je pač v SDS-u in on mora delati v svojem političnem interesu. Narobe bilo, če tega ne počel. Ne? Borut Pahor pa zdaj lahko je nad tem in lahko komentira, ker ni več v nobeni državni funkciji. Ne? In to je po mojem ta glavna stvar. Janša je zadnjič v intervjuju rekel, da ne izključuje, ne? Možnost, da bi se Pahor Dobro, vsi se ga zelo bojijo, ampak kot sem govoril z ličnimi ljudmi, so me opozorili, Borut Pahor je izrazito one-man band. Ne? Skratka, zdaj, če jim postavlja ekipo in zato zelo dvomijo, da bi on dejansko se potem spustil v državnozborsko zgodbo, ne? Če že je mogoče, da bi ponovil predsedniški mandat, ne? Ker tam lahko greš kot one man band. On tudi, kot se spomnim, on je vedno imel IOSD, imel eno mnenje, Pahor imel drugo mnenje in on je rekel, mnenje jo je tako, moje pa pač tako. Ne? In s tem zelo težko, da bi se on vrnil v državnozborsko politiko, ne? Za predsedniško pa ne vem, ampak zdaj, kakšne ima... Jaz mislim, da to ne izključujem, ampak ne verjamem. Ustavo Sloveniji mu to dopušča. Ja, dopušča pa mu. Ne verjamem, ker... Pahor je sicer prepričan, da tisti hip, ki bi on najavil predsedniško kandidaturo, da bi takoj nekdo šel v postopek pred ustavnim sodiščem, ali je to ustavno? To bi verjetno šli. In v tem razmerju ki je zdaj na ustavnem sodišču, bi ga preprosto... In bi to verjetno 14 dneh rešil, ne bi se vlekel tako RTV. Ja, seveda. Ampak začasno odredba, še nekaj. Tisti, ki ga del časa spremljamo, vidimo, kako... Zato pravim, da mogoče ima vse ustavne možnosti, ne verjamem pa, ker govori v tem biznisu, torej v tem poslu, ki je zdaj not padel z nekim suhičenjem, ponosen je na to, kako to dela, ponosen je na, ne vem, tisto svojo agencijo v Londonu ali kjerkoli že, ponosen je na te poti na Kitajsko, tudi objavlja jih in podobno. Na zavod, ne? Ja, tako da jaz mislim, tle je mogoče še najmanj aktiven, ali pa vsaj v javnosti toliko ne pride te aktivnosti prijatelj Zahodnega Balkana. Tako da jaz mislim, da sama ta slovenska politika ga ne bo imel pa, in to pa omrežja vejo.
in zato hočejo minimalizirati njegov, ali pa želijo ga spet zaničevati in podobno, da nima vpliva, bo imel pa, ko bo odprl usta pred parlamentarnimi, bo to imelo težo. In tega pa se bojijo. Bo pa odprl usta po tvoje. Ne vidim razloga, zakaj bi bil tiho. Ampak jaz mislim, ne vidim razloga, zakaj ne bi bil vem, če tiho. bo direktno koga podprl, ampak v resnici, kar on zdaj govori, to ima še večjo težo, kot da bi on rekel, ta stranka je najboljša. Ker on, in to tudi jaz pozdravljam, to je po mojem največji in najbolj nevaren vpliv na politiko za interesna omrežja. Ja. Ne da govoriš konkretno o neki osebi, ampak da govoriš o rešitvah, ki jih ta Slovenija more sprejeti. In v resnici, da kaj on zdaj s tem počne? On javni diskurs iz nekih nevralgičnih čustvenih točk, ker ne prime več NOB, ker ne prime več splav, smo si zdaj bom grdo rekel, ampak tako to vidim, zmisleni za notranje politiko Gazo, in tukaj pač potem ljudje padajo na čustvene delitve, ali si proizraelski, ali si kontra Izraelu, ali si za partizane, ali si demobrance bilo v preteklosti, obrača ta diskurs na vsebinska vprašanja, kjer je pa po mojem edina stranka, ki je trenutno močna SDS. Drugi pač teh odgovorov nimajo, na levici so jih naučili, glej, ti Pejdin govori anti-Janša. Kaj govori Golob? Golob govori, mi moramo biti enotni, združeni na volitve, ker sicer bo prišel Janša in bo poteptal naše vrednote, pri čemer ne zna niti ene te vrednote našteti, reče svoboda, ampak to, svoboda. Kar si zdaj rekel, Gaza je absolutno pri politični eliti trenutno notranje politična zgodba. Jaz se upam trditi, da jim je vseeno za Gazo. Ker v končni fazi, samo primer, leto 2024, ameriški predlog v varnostnem svetu, prekinitev ognja, izpustitev talcev, pa je bil veto Rusije in Kitajske. Noben se ni oglasil. Ne Markeš, ne Esih, ne Žerdin, da jih ne naštevam vseh teh ideoloških pijunov. Tako da, absolutno, celo več se dogaja. Zdaj vidim, da ti njihovi agitatorji po omrežjih želijo izenačiti Gazo in Srebrenico, pa se ne more izenačiti. V Srebrenici ni bilo terorističnih skupin. Na tem se dela zdaj. Ja, ampak ni na ključje, Bojan, ni na ključje. Nekdo je zanj zapisal, anonimen, kar mi veliko pove. Sej Mladić pa tega ni počel v Srebrenici. In kaj se zgodi? Hkrati gre predlog Mladićevih odvetnikov po pogojnem izpustu. Če smem samo dopolniti, kako se vidi, da gre to za notranje politično temo, ki je tudi tempirana časovnicama. Najprej tole slišim, da na RTV Slovenija je prišlo navodilo, ne govori se več o vojni v Gazi, govori se izključno o genocidu v Gazi, se pravi, ne uporablja se izraza vojna, uporablja se izraz genocid. Tako kot se recimo Rusija, Ukrajina se recimo ni uporabljala vojna, ampak daje pa konflikt. Zdaj pa druga zadeva, da gre pa za časovnico, tukaj pa se najbolj razgalja notranja ministrica Tanja Fajon. Zunanja. Ko so jo vprašali, gospa ministrica, zakaj se ne pridružite tožbi v Južnoafriške republike pri mednarodnem sodišču v Hagu, ker s tem, ko bi se država pridružila tej tožbi, bi mednarodno pravno sporočila, da zagovarja tezo, da gre za genocid. Tako. To je edini instrument, ki ga ima v zunanji politiki, da to sporoči. Je rekla, preučujemo še mednarodno pravne argumente. Pazi, javno govorijo, da gre za genocid, ko pa bi se mogli pritožiti, pa pravijo, da še niso čisto prepričani, ali gre za genocid. To je rekla. In je rekla potem, da ne delujemo pod pritiskom javnosti. Ne, seveda ne, ker oni ustvarjajo pritisk na javnost, da polarizirajo in potem govori, vedno ponovi, tudi pri Marcelu je to rekla, čas imamo do konca januarja. Zakaj, po mojem mnenju? Takrat bodo šli, ker so zračunali, da morajo iti tik pred volitvami se pridružiti, da bo to imelo največji notranje politični učinek. Skratka, jaz napovedujem, da bo Tanja Fajon te argumente preučevala do konca januarja, takrat bomo, če bo recimo nekje marca volitve, tik pred vrhuncem volilne kampanje, takrat se bo pridružila tej tožbi Južne Afrike, ker potem bo imelo celo kampanjo, bodo diktirali ta tempo, če bi zdaj naredili, bi to temo skupaj. Takrat bodo revitalizirali znova to vprašanje. Do takrat bodo pa stopnjevali ta konflikt, da bodo polarizirali, se pravi, da se bo točno videlo. Desnica bo proti Gazi, levica bo za Gazo in potem bo samo to vprašanje razvojna vprašanja. Nisem dobil občutka, da je desnica proti Gazi, ali pa proti Palestincem, seveda ima proizraelska stališča v smislu, da se upa, torej, da želi tudi odgovore o talcih. Razumem tudi, jaz sem, jaz sem bil v Srebrenici recimo, 2-krat in sem videl
kaj se je tam dogajalo. Ne? Če kdo, ko gleda to televizijo in vidi, kaj se dogaja v Gazi, če kdo, bom rekel, trpi ob tem, trpim jaz. Resnično. Ne? Ampak ne morem si pa dovoliti, da mi pa aktualna oblast, da me poskuša zavajati, da mi poskuša prikrivati, da mi poskuša prirejati. Ne? Sam imam dosti informacij o Gazi, ne rabim slovenske vlade. Ampak slovenska vlada ima, in tudi Nataša Pirc Musar, ima slovenski narod, slovenske volilce za norca. Ker samo na vprašanje, ali smo pozabili že talce judovske, ker se ne govori o njih. Enostavno se več ne govori. Jaz recimo nisem pozabil na te talce. Jaz želim govoriti tudi o tem. Druga stvar pa je, to sem pa zapisal, to je igra za velike fante. Bližnji vzhod je bil vedno, in tudi Balkan je bil igra. Zakaj tudi Balkan? Zato, ker smo nori, ker se ne znamo pozicionirati. Pa bi lahko Slovenija imela večjo vlogo na Balkanu. Na Bližnjem vzhodu pač ne. Na Bližnjem vzhodu se bojo odločili veliki. Ne? In to, kar sem zadnjič povedal, Slovenija lahko samo motivira. Ampak ne na ta način, kot so šli s to resolucijo. Ker, če gre verjeti medijem, niso bili omenjeni sploh talci. Vsaj po ameriškem odgovoru. Ameriški odgovor je bil, da bi podprli, če bi omenjeni Hamas. Je bil zelo korekten. Sloveniji se ne sme uporabljati, da je Hamas teroristična skupina, v Sarajevo Bosnjaki govorijo. A se to ne usklajuje, kako z predhodno z ameriško diplomacijo? To je del te... Ne hočem reči, če greš tako resolucijo, no, pa vidiš, da so tam neke mehne razlike. Ja, mogo se bi z velikimi uskladiti, ne? Mislim, to je porazno, da se... imamo celo ekipo dol, ne? Ne vem, s kom se usklajujejo. Jaz ne vem, lahko pa, da se z ljudmi izven uradnih inštitucij Združenih narodov usklajujejo. Jaz ne vem, komu oni strežejo zdaj. Tudi si rekel, mi smo nek zajčak. Jaz ne vem, koga oni vidijo kot partnerja, gospodarja ali karkoli drugega. Seveda se uskladiš z velikimi, tudi z Rusijo, tudi s Kitajsko, z Ameriko, s Francijo, z Britanijo, da poskušaš to spraviti čez. Ampak kako zavržna je politika, ne? Ki tako veliko tragedijo, kot se dogaja v Gazi, humanitarno krizo, ne? Poboje, ne? Zlorablja za kovanje političnih točk. Ja. Ker pazi, Nataša Pirc Musar v parlamentu, kako je vključila to govor, rekla, jaz ne moram spati zaradi tega, ker se dogaja v Gazi, ne? Ja, in potem je rekla na zahodnem... Jaz mislim, da ona čisto dobro spi, ne? Ampak gre za spodbujanje čustvenih reakcij, za zlorabo tega zločinjev, ne? Za politične točke. To je po mojem mnenju, to sem že zadnjič povedal, ženska, ki izdaja fiktivne račune Rdečemu križu. Ja pa ne verjamem, no? Tudi je zadnjič plesala popolnoma brez skrbi, sem videl. Čist brezskrbno po afriškem svetu pleše in podobno. Skratka, Gazo pustimo, da jo rešijo veliki, tako kot so jo vedno. In ne zapravljamo ugleda države s potezami, kot je, ne vem, poteza Urške Klakočar Zupančič, debilna poteza, to je debilizem. Da ne sprejmeš na poslovilnem sestanku izraelskega ambasadora in se s tem celo javno hvališ. Mislim, to je debilana težka. Na Facebooku. Kjerkoli že. Ja. To je težak debilizem. Moram pa pohvaliti, da je imela Manica Janšček-Brožič zelo dober intervju z zgodovinarjem Univerze v Tel Avivu. Ja. In ta intervju je bil, to je recimo vredno prisluhniti. In ta njegova stališča, ta tenkočutnost, ki je šla z njega, to je po mojem ta pravi pristop, ki ga ta trenutek potrebuje svet, ne pa to navijaštvo, pa pride Han, ne, ker more pokazati, tudi jaz sem v klubu, ne, in udari po Pahorju, ne, in potem reče, da on ne rabi biti pravnik, ne, da ve, da gre za genocid, pri čemer je genocid strogo pravni pojem in opažen, da mnogi sploh ne vejo, kaj je razlika med zločinom proti človečnosti in genocidom. In ta namen je pravni, se pravi, je v namenu in to je tisto, kar najtežje dokazati. In kaj se bo zgodilo, ne? Če meddržavno sodišče v Hagu tega ne bo označilo za genocid, kaj bodo potem ti ljudje, ne? Več ne bojo. Oni so muha 4 letnica. Ampak levi komentatorji pa piše nekaj drugega, ne? Ali bodo Logar, Grims pa Pahor, ki so pa rekli, da ne bi rekli, da gre za genocid, odstopili, ne? Niso pa rekli, a če bo pa kontradločitev, oni so rekli, če bo meddržavno sodišče odločilo, da gre za genocid, a bodo ti ljudje odstopili. Ne bojo, ker jih ne bo že davno slovenski politiki. To so zapisali v svojih zvočnikih. Gre se enostavno za to... Pahor je itak rekel samo, da on v tem trenutku tega ne bi rekel. Da ne bi šel tako daleč. Isto kot Tanja Fajon, ki tudi rekla, ne bi šli tako daleč. On ni nič povedal, torej nič žaljivega ni povedal. Ne, zelo sočutno. Tako. In v končni fazi, meni je prav žal, ampak jaz Borutu Pahorju
veliko bolj zaupam iz tega simboličnega stališča, torej ne tega operativnega vodenja vlade in podobno, ampak tega simboličnega predsedniškega, kot zaupam Nataši Pirc Musar. On ni izdajal fiktivnih računov Rdečemu križu. Ne uporablja besed trpim, ne vem, kaj vse živo. Ženska ne vem, če je bila kdaj na kakšnem prizorišču genocida. Težko si predstavlja, kaj je to. Tako da to so, jaz se upam trditi, pa naj mi zameri kdor če prazne floskule. Mislil sem še odpet temo, pa kaj sem čas zdaj preganja, pa ne bom. Hotel sem te vprašati, da smo zdaj v vojni z Američani. Ja, če bereš Jesika smo. Eno je to resolucijo, drugo je zdaj tale ameriška obvestitev, veliki novinarski aktivisti in revolucionarji. Pa se mi smo bili. Ja, ampak bomo to drug teden. Samo še to da rečem, Jugoslavija je bila vedno med neuvrščenimi. Ja. In s tem je videla tudi Ameriko kot enega od sovražnikov in ti ljudje so ideološko prišli zdaj na svoj račun. Ne glede, da so Amerikanci rešili finančno v tistih letih. In zdaj mislim, da to je samo še dodaten olje na ogenj. Američani so videli večje sovražnike. Mi se obnašamo niti ne kot neuvrščeni, mi se obnašamo kot zadnji privesek BRICS-a. Ne kot Kitajska, Rusija oziroma Indija in podobni, ampak kot zadnji privesek psiček BRICS-a. Niti ne vemo več, ali smo v NATO, mislim, vemo, da smo, ampak ne obnašamo pa se, kot da smo v NATO, v Evropski uniji, groza. Kaj pa recimo, Miran, zdaj Peter povajno pomeni recimo poziv Roberta Goloba Trumpu naj prizna Palestino, no? Kaj je to? To je isto, kot pomeni Nataša Pirc Musar, da ne more spati, gre za notranjo politično retoriko, katere edini namen je zmagati volitve. Skratka, oni bodo uporabili slehernega ubitega otroka za to, da bodo dobili volitve in to je po mojem gnila politika. To je pač mene pa tukaj to res boli. To povabi Tino Gaber, pa je vpraš, kaj mu je tisto jutro povedala. Dobro, še ena tema. Oba dva sta brala članek, ki ga je napisal kolega Luka Perš, ne? O spopadu. Mislim, meni se zdi zanimiv, ker ni, bom rekel, ima veliko solid. Vsaj ta zgodba na Petrolu, ki se dogaja, je zelo blizu tej zgodbi, da se dogaja spopad med enim klanom, ki ga vodi Aleksandar Čeferin in drugim klanom, ki ga recimo pogojno vodi Borut Jamnik, za to dediščino. Ne morem reči, bankirji. Ja, bankirji jim pravijo, za to dediščino tranzicijske levice. Ko sem danes vprašal Janšo, je rekel, tukaj na intervjuju je rekel, da bi to znali držati, ampak da to velja samo za poslovni del. Da ti fantje, ki smo jih zdaj omenili, nimajo vpliva na pravosodje, in nimajo vpliva tega na medije. Čeprav mislim, da ga imajo. Mene pri Janezu Janši takrat zelo v tem intervjuju presenetilo, kako je on je v polnosti pokril Aleksandra Čeferina. Ti si ga vprašal, če drži, da se dobila na to vprašanje. On ni odgovoril, rekel sem, da gostilna zaprta, pri čemer tudi zaprti gostilni, večina gostilne je zdaj taki, da so na telefon, da so pač zaprte družbe, se tudi rekli smo, da je bilo to v zaprti, ni zanikov, ker sicer, če ni res, rečeš, ni res. In pa potem je pokril Aleksandra Čeferina v polnosti. Tako močno, kot je Janez Janša v tem intervjuju pri tebi pokril Aleksandra Čeferina, že dolgo ni nihče. Je pa rekel nekaj, kar doslej še ni rekel, in to, da je takrat, ko je Čeferin prvič kandidiral za predsednika UEFA, on obrnil nekaj pomembnih telefonov. Mogoče mu je želel preko tebe sporočiti, da tudi on mu dolguje uslugo potem, ko bo sestavljal vlado, ker namreč tukaj smo tudi že govorili, da je spopad med Hanom za predsednika SD-ja in Brglezom je bil spopad med Čeferinom, in Miljanom Kučanom, tukaj Marko Čeferin. In ne bi zdaj izključil, zdaj pa malo res te teorije zarote, da še malo tega damo, za razmislek, da ko se bo sestavljala vlada, da bi prav Janez Janša preko Čeferina dosegel, da bi Han šel v koalicijo, s tem sicer tvegal razpad SD-ja, kar bi se izplačalo v primeru, da je bilo poslancev, ki bi ostali v koaliciji dovolj, da sestavijo vlado. V koalicijo s kom? Če bo to pripeljalo do normalizacije Slovenije, tak dogovor, jaz to pozdravljam. Skratka, gremo k klanom, Se dogaja ta spopad? Sta dovolj močna in Jamnik in Čeferin, da imata res svoje klane. Mislim, na Petrolu poteka ta bitka, to se vidi. Starost torej akterjev, tistih, bom rekel, Kučanove generacije, tudi govori o tem, da se bo nekaj kmalu verjetno začel na tem področju dogajati, da bo prihajalo do primopredaj in podobno. Mogoče sta ona dva, ne vem, v neki točki Petrola, recimo, začutila, da je ta priložnost že in da bosta poskušala obračunati in si nek pole position ustvariti pred tisto uradno primopredajo.
Kdo pa bi tu bil močnejši zdaj, ta hip? Jamnik, po moje. Močnejši od Čeferina? Ja. Iz preprostega razloga, da moč Čeferina v ta moment, ali pa je zrasla predvsem zaradi Aleksandrove pozicije v UEFA. In je tudi od tega predvsem odvisna. In na koncu koncev, v teh letih so oni štartali na gospodarstvo. Sej prej niso bili toliko prisotni v državnem gospodarstvu. So bili samo po mojem manjšem obsegu. No pa prišla je ta OTP banka. Jamnik je pa močen, Jamnik in bankiri so pa tako. Jamnik in pa bankiri, sem veš, kaj enkrat padeš kot predsednik UEFA, verjetno tudi kakšen telefon se več ne dviguje pol, ne. Tako da iz tega, Jamnik je pa že stalnica, ne, vsa ta leta, ne. Tako da jaz bi tle stavil, če me že izzivaš, pa zdaj jezik sem... Ne izzival, vprašal sem te. Ja, vem, lahko bi bil diplomat, pa bi rekel, da ne vem, ampak če me že vlečeš za jezik, bi stavil na Jamnika. Zdaj si nekaj presenečen. Ne, nisem presenečen, samo malo tako, rekel, procesiram te... Bankiri so Fradamana skupina ljudi. Zvoli. Znajo. Tle težko kaj še dodam. Peter je bolj diplomatski. Diplomatski si, čeprav ta napoved, recimo, da bi utegnil Janša tudi s pomočjo Čeferina sestavljati neko koalicijo, ki bi šla levo, desno, je zanimivo. Mislim, nič ni nemogoče. In Janez Janša je pač pragmatični izkušen politik, ki pač skrbi, kar je tudi prav, za to, da pač utrjuje svojo pozicijo. In jaz mislim, da in tudi kot izkušen politik, en redkih v našem prostoru, zna uporabljati vsako dajo, tudi da daje pomembna sporočila tudi tistim, mogoče samo enemu namenjena. In s tem, da je on rekel, da je tudi on zaslužen, da je on prišel na UEFA, jaz sem zagotovo prepričan, da je to sporočilo bilo namenjeno predvsem Aleksandru Čeferinu in toliko in malo manj ostali publiki. Pa še nekaj, sej Jamniku se ni nič slabega dogajalo tudi pod Janševimi vladami, Kaj že govorimo, če bi speljali tole zdaj, dogovor Janša Čeferin, tudi Jamnik in ekipa ni nič trpela hudih posledic pod Janševo vlado, tako da očitno se odpirajo neka nova razmerja, odpirajo se, težko reči, novi igralci, ampak prihajajo v sprednje. Sicer dvomim, da bojo še dobili priložnost, dokler so stare korenine žive in zdrave, ampak očitno je nestrpnost velika. Pa ena stvar, vsako mreže, dokler se ne širi, pro mrežo ima samo dve opcije, ali se širiš, ali se pač krčiš. In zdaj pač teritorij moraš braniti in nove trdnjave moraš pač osvajati. To je pač naravna intencija. Dejstvo je, to boš ti, Bojan, vedel, jaz to ponavljam iz leta v leto, kdaj tako v intervjuju, od smrti Janeza Kocijančiča, ki je dejansko držal roko za omrežja in za ideologijo nad gospodarstvom. In je bil res... Pa tudi nad Jamnikom, Ja, bodimo pošteni, bil je gospod, meni sploh ni sodil med komuniste, če sem iskren, se je tle verjetno mal razpasel, eni so mal ta vrtiček pobrali, uni ta vrtiček in nekdo bo mogel to, mislim, to ni dobro za Slovenijo, ampak z njihovega stališča gledano bo to nekdo mogel povezati spet, Ampak dvomim, da je kdo raven pameti Janeza Kocijančiča. Dobro, Peter pa Miran, najlepša hvala za vajne komentarje. Spoštovane glavke, spoštovani gledalci, to je bila današnja ura resnice. Se vidimo v ponedeljek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.